Lepo pozdravljeni in dobrodošli na novinarski konferenci z naslovom Digitalna preobrazba Slovenije po meri trga, birokracije in tehnologije ali po meri človeka in skupnosti. Namen današnje tiskovne konference je predstaviti senčno poročilo o izvajanju ukrepov nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje, ki se nanaša na digitalne spletnosti in digitalno infrastrukturo. To je prvi cilj. Drugi cilj je predstaviti predloge civilne družbe za dopolnitev nacionalnega strateškega načrta, predvsem z tega vidika, da bo nacionalni strateški načrt v večji meri prispeval k digitalni preobrazbi po meri človeka in skupnosti, ter tudi v izmenjavi mnenj in pa stališč tudi kritično nasloviti prevladujoči koncept digitalne preobrazbe, za katerega ocenjujemo, da razume človeka predvsem kot delovno silo, kot potrošnika in pa stranko v postopkih. Zdaj, ta novinarska konferenca poteka v okviru projekta Sooblikovanje digitalnih politik Slovenije. Izražena mnenja pa stališča na tem dogodku ne izražajo stališče Evropske unije ali Evropske mreže ECAS, ki financira ta projekt. Zdaj, kratko predstavim današnje cenjene govorke in govorce. Z nami so kolega Kristjan Kalec, predstavnik mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo v svetu vlade za digitalno preobrazbo. Kristjan, pozdravljen. Kolegica Sabina Belc iz Mladinskega sveta Slovenije, pozdravljena. Gospod Andrej Jus iz Mestne zveze upokojencev Ljubljana in pa gospa Sabina Janičijevič, ki predstavlja pobudo za digitalno središče nevladnih organizacij in prihaja iz organizacije Beletrina. Tako da za začetek bomo v uvodnem delu predstavili ključne ugotovitve senčnega poročila, ki se nanašajo na analizo ukrepov nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje. Pred tem bi še pa na kratko osvetlil kontekst, v okviru katerega je potekala ta analiza. Namreč, ko govorimo o senčnih poročilih, se pravi, kot civilna družba spremlja izvajanje nacionalnih ukrepov, strategij ali pa akcijskih načrtov, je zelo pomembno tudi razumeti, kako nastajajo te strategije in pa ukrepi. Tukaj bi izpostavil par ugotovitev OECD, spoznanja iz raziskave o zaupanju v javne institucije v Sloveniji, ki ugotavlja, da je v Sloveniji precej pod povprečjem, glede na povprečje OECD, ljudje menijo, da država pri sprejemanju odločitev sledi podatkom in pa dokazom, da tudi država, resorne institucije ustrezno komunicirajo učinke ukrepov, reform in pa da zelo nizek procent tudi meni, da država, ministrstva upoštevajo mnenja javnosti, deležnikov pri javnih posvetovanjih. Nenazadnje pa tudi zelo nizek procent, komaj 15% meni, da politični sistem kot tak v Sloveniji omogoča ljudem, da imajo svoj glas. To sem na začetku izpostavil zaradi tega, ker smo že lansko leto organizirali podobno tiskovno konferenco, kjer smo nevladne organizacije opozorili na pomanjkljivosti ukrepov v nacionalnem strateškem načrtu, tudi z vidika tako načina, kako je bila potekala javna razprava o pripravi strateški načrt, tudi o tem, da praktično ničesar od prispevkov, komentarjev, predlogov nevladnih organizacij ni bilo upoštevano v obstoječi verziji nacionalnega strateškega načrta. Seveda zdaj Evropska komisija je naredila analizo obstoječega nacionalnega strateškega načrta in z te analize je razvidno kar nekaj pripomb, komentarjev in pa usmeritev, ki smo jih tudi že izpostavili nevladne organizacije. Zato, če bi lansko leto upoštevali v večji meri predloge nevladnih organizacij, bi verjetno imeli zdaj mogoče mečkam bolj prijazno oziroma bolj sprejemljivo poročilo tudi strani Evropske komisije. Še mogoče kontekst te konference dodatno, do 2. decembra mora država Slovenija posodobiti, pregledati ta nacionalni strateški načrt in potem poslati dopolnitve Evropski komisiji. Če zdaj na kratko gledamo v vsebino tega senčnega poročila, Slovenija je v nacionalnem strateškem načrtu zastavila zelo ambiciozne cilje, iz katerih je razvidno, da bo edina država EU, ki bo do leta 2030 predvidoma uresničila vsaj digitalne cilje Evropske unije. Kar je zelo ambiciozni načrt, tudi komisija tukaj opozarja, da je na nekaterih mestih ti cilji pa ukrepi, ki so v nacionalnem strateškem načrtu, niso skladni s temi ambicioznimi smernicami, kot tudi ne časovnice doseganja tega, kar je že nek vidik, ki ga treba opozoriti, nasloviti pri dopolnitvi nacionalnega strateškega načrta, da bojo ukrepi skladni z
cilji in pa nekimi realnimi možnosti, ki jih država kot taka ima glede na vire, resurse in pa finančna sredstva. Kako smo naredili to senčno poročilo? Kratko o metodologiji. Pogledali smo nacionalni strateški načrt, ki je javno objavljen na portalu NIO. Pogledali smo javno dostopne podatke, statistike na področju digitalnih kompetenc, pa izvajanja ukrepov s poudarkom na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Posebej smo tukaj pogledali ukrep na področju digitalnih kompetenc pa digitalne infrastrukture, statistike SURS-a, Eurostata in potem seveda analizirali te podatke. Zdaj neke krovne ugotovitve, se pravi, če gledamo kot celoto nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje, vidimo, da gre večina sredstev, govorimo zdaj v obdobju 7 let do 2030, nacionalni finančni del strateški načrt težek približno milijardo evrov, da gre dobra tretjina za digitalno preobrazbo gospodarstva, se pravi za ukrepe na področju digitalne preobrazbe gospodarstva, sledi infrastruktura s približno 200 milijoni, enako približno digitalne kompetence in potem pa digitalne javne storitve z milijon evri. Tako da to je ta nek razpored po ukrepih, po teh digitalnih ciljih. Če pogledamo, kako se pa zdaj ti ukrepi, ti cilji finančni nek način ujemajo z dejanskim primanjkljajem, ki ga ima pa Slovenija na področju digitalne preobrazbe z vidika DESI indeksa, tudi DESI indeks meri te digitalne cilje, vidimo, da imamo največji primanjkljaj na področju digitalnih kompetenc in pa na področju digitalne preobrazbe podjetij. Se pravi, nek način ta razpored odseva to neko smiselnost glede tistih ključnih primanjkljajev, ki jih imamo na področju digitalne preobrazbe. Mogoče ni točno jasno, zakaj toliko sredstev za digitalizacijo javnih storitev, glede na to, da so tudi že v ukrepov v načrtu za okrevanje pa odpornost, predvsej sredstev gre za digitalizacijo javnega sektorja oziroma digitalnih javnih storitev. Tudi vprašanje, ali so, kar tudi komisija nek način opozarja, ali so tudi za digitalno infrastrukturo, se pravi pokrivanje digitalne dostopnosti z širokopasovnimi povezavami tudi na voljo ustrezna sredstva in tudi sama dinamika doseganja tega cilja. Zdaj, če pogledamo to digitalno infrastrukturo, vidimo, da ni pomembno samo trenutno stanje, ampak trend. Slovenija primerjalno tule zaostaja v smislu omogočanja dostopa do fiksnih širokopasovnih omrežij v smislu časovne dinamike. Mi smo še približno na povprečju Evropske unije po dostopu do širokopasovnih povezav, pokrivanju območij belih lis gospodinjstev, vendar pa Evropska unija napreduje hitreje kot pa Slovenija. In tukaj zdaj smo že nekje na isti poravnani podatkih, da je treba z tega vidika razmisliti o tem, ali bomo počasneje napredovali ali bomo ujeli ta cilj tudi na tem področju do 2030. Potem, če pogledamo pa ta drugi sklop, digitalne kompetence prebivalstva po ciljnih skupinah, ta sredstva tukaj se tudi predvsej neenakomerno razdeljujejo, več kot polovica gre za krepitev digitalnih kompetenc v izobraževalnem sistemu, v formalnem izobraževalnem sistemu, se pravi za delavce, za ustanove, za učeče se v vzgoji in pa izobraževanju. Potem 33 milijonov za odrasle, sledijo otroci in mladi z 20 milijoni digi-info točke in pa potem posamezni ukrepi, ki se tičejo krepitev ljudi, ki bojo usposabljali ostale ljudi za digitalne kompetence, zaposlene v javni upravi in potem specifične ciljne skupine. Zdaj, kakšno je stanje na tem področju? Tukaj Slovenija precej zaostaja primerjalno tako na osnovi digitalnih veščin prebivalstva, primerjavi z EU, se pravi smo kar precej pod povprečjem, še bolj pod povprečjem pa smo tudi nek način na repu glede naprednejših digitalnih kompetenc. Se pravi, kaj Slovenija dela na tem področju, ker predvsej ukrepov je ravno za tega razloga namenjeno v nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje. Konkretno Ministrstvo za digitalno preobrazbo izvaja 5 ukrepov, s tem, da še enega ni začelo izvajati. Ti ukrepi se nanašajo na ciljno populacijo otrok, mladih, starejših na ruralnih področjih, digitalno pismovanje odraslih, pa digi-info točke. To, kar smo opazili, da se ne izvaja ukrep digitalno pismovanje trener, ki je namenjen temu, da se opolnomočajo ciljne skupine, zato da potem ljudje iz teh ciljnih skupin same razvijajo neke digitalne kompetence strani teh trenerjev.
Zdaj, kaj se tiče digitalnih kompetenc, še pregled. Do zdaj je bilo objavljenih strani Ministrstva za digitalno preobrazbo 9 javnih naročil pa javnih razpisov, skupne vrednosti 22 milijonov evrov. Cilj je do 2030, da ima saj usposobi dodatno 450 tisoč ljudi z osnovnimi digitalnimi kompetencami, kar je predvsem ambiciozen cilj. Trenutno pa zdaj nimamo nekih konkretnih podatkov, ki bi lahko videli, ali imajo ti ukrepi kakšne učinke. Predvsem zato, ker tudi statistika še tega ne kaže. Tudi to, kar smo uspeli razbrati iz javnih objav, javno dostopnih podatkov, da imamo kvantitativne podatke, se pravi, koliko je bilo javnih razpisov, koliko ljudi je bilo predvidoma šlo skozi te delavnice, koliko je bilo delavnic, udeležencev in pa koliko sredstev za to porabljenih. Mi pa nimamo zdaj podatkov, ali je šlo tudi potem primerjalno v zvezi s temi ukrepi tudi za izboljšanje kvalitativnih učinkov v smislu dejansko, da so ljudje dobili osnovne digitalne kompetence oziroma ali je bil učinek teh ukrepov. To bomo videli šele naslednje leta za časovne distance. Ena stvar, ki bi še tukaj rad opozoril, namreč Slovenija ima zelo skromno izhodiščno vrednost na področju osnovnih digitalnih kompetenc prebivalstva, se pravi, imamo približno 46% prebivalstva ima te osnovne digitalne kompetence, cilj je pa 80% do 2030. To pomeni, da bi mogli, če želimo res doseči ta cilj države, imeti kar velik napredek vsako leto na tem področju, se pravi skoraj 5% prebivalstva na leto bi mogli usposobiti oziroma bi moglo pridobiti osnovne digitalne kompetence, kar je pa do zdaj uspelo samo v 2 državah članicah, če gledamo primerjalno leta 2021 pa 2023. Se pravi, že tukaj potem imamo nek izziv, ko govorimo o teh nekih masovnih delavnicah, se postavlja vprašanje, ta cela industrija, tega številčnosti teh delavnic, pa tega masovnega izvajanja teh ukrepov, ali tukaj trpi mogoče tudi kakovost teh, pa gospodarnost teh ukrepov. Mogoče en tak primer ukrepa, ki se nanaša na digitalno opismenjevanje starejših v ruralnih okoljih, mobilni heroji. Tukaj bi predvsem opozoril na to mogoče neustreznost komuniciranja ministrstva glede rezultatov tega ukrepa. Namreč ministrstvo je tukaj zapisalo, da so starejši, ki so bili vključeni v ta ukrep, da so bistveno izboljšali svoje digitalne spretnosti, pri čemer pa niso jasni podatki ali pa dokazi, tudi v luči dejstva, da so ta usposabljanja starejši potekla samo 4 pedagoške ure in zdaj kako v 4 pedagoških urah bistveno izboljšali digitalne spretnosti je seveda ena stvar, ki ni bila tukaj pojasnjena. Gre po povezavi s tem OECD zaključkom, ali ministrstva ustrezno komunicirajo ukrepe, ki jih izvajajo z ciljnimi javnostmi. Zdaj grem počasi za zaključni del, se pravi, kaj so predlogi pa neka sporočila za dopolnitev nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje. Začel bi z zaključki strokovnega panela, ki je potekel 3. oktobra na Fakulteti za družbene vede. Tukaj bi predvsem izpostavil 5 področij. Prvo področja so pomenili na temo, da dodatno utemeljujejo, zakaj je potrebno govoriti o digitalni preobrazbi, ki postavlja v ospredje človeka in pa skupnost, ampak ne samo z vidika delovne sile, potrošnika in uporabnika digitalnih storitev, ampak predvsem kot posameznika, ki skozi digitalno preobrazbo polnomoča kakovost svojega življenja. Tukaj je teh 5 področij. Prva stvar je seveda infrastruktura, internet kot javno dobro, se pravi internet kot javni servis, ki je cenovno dostopen za vse. Potem kompetence za življenje v digitalnem okolju, to je ravno to, kar sem prej povedal, se pravi, da so digitalne kompetence usposabljanja namenjena ciljnim skupinam po njihovi meri, glede na njihove potrebe, da se učijo spoznave razumevanje digitalnih tehnologij, njihovih učinkov in pa posledic njihove uporabe in pa zelo pomembno je to podporno okolje lokalnih skupnosti, ki se potem nadaljuje v nekih okoljih, kjer se te ciljne skupine počutijo domače in potem lahko dolgoročno krepijo te digitalne kompetence, ne pa tako neke, bi rekel, eno priložnostna usposabljanja, ki se potem končajo in pa potem neke nadaljne podpore in pa nadaljevanja krepitve teh kompetenc. Zelo pomembna varnost zasebnost na svetovnem spletu, saj odgovorna raba digitalnih tehnologij, to je 3. področje, zaščita pred podatkovnim kapitalizmom in pa digitalnim nadzorom, pomembno je soustvarjanje digitalnih storitev z ljudmi. Potem 4. področje, pravica do zdravega analognega načina življenja,
se pravi, zvedaj več govorimo o odklopu do digitalnih naprav, to so tudi stvari, ki jih je treba sistemsko narediti. Zdaj že imamo na področju trga, zakon bil sprejet, mislim, je že vključeno v neke zakonske rešitve. Problem imamo z digitalno zasvojenostjo, zato treba tudi začeti razmišljati o uporabi, omejitvi uporabe pametnih telefonov med šolskim poukom in tudi sicer, tu bo tudi Sabina več povedala o tem, kako najti to ravnotežje pri mladih med kakovostjo življenja in uporabo digitalnih tehnologij in pa še vedno tudi pri starejših, to bo tudi Andrej postavil, še vedno je pomemben ta analogni dostop do ključnih javnih storitev. Pa še zadnje področje z vidika samega delovanja, upravljanja, vladovanja javne politike na področju digitalne preobrazbe, treba je demokratizirati te procese sprejemanja javnih politik in pa ukrepov, predvsem z tega vidika, da bo javne naložbe, katere sem prej omenil, v digitalno preobrazbo v večji meri upoštevale interes skupnosti, pa tudi krepiti je treba uporabo digitalne tehnologije v podporo demokratičnim procesom. Zdaj pa za zaključek še nabor teh predlogov, konkretni predlog za dopolnitev nacionalnega strateškega načrta, ki bojo potem moje kolegice pa kolegi še dodatno predstavili. Treba najprej glede digitalnih kompetenc, se pravi cilj 80% prebivalstva z vsaj osnovnimi digitalnimi spretnostmi, tukaj treba popraviti to osnovno točko, se pravi 46% in na osnovi tega deleža prebivalstva ustrezno začrtati časovnice do 2030 in pa v tem število ljudi, ki potrebujejo te osnovne digitalne kompetence. Opozoril bi še enkrat, ne izvaja se ukrep digitalno opisovanje po konceptu train the trainer. Potem je potreba upoštevati pri izvajanju ukrepov za digitalne kompetence načelo tehnološke nevtralnosti in pa digitalne suverenosti, namreč ni vseeno, na katerih platformah, pa s katerimi orodji se usposabljajo prebivalstvo za digitalne kompetence, o tem bo več povedal Kristjan. Potem zelo pomembno so ukrepi za ciljno informiranje, vključevanje specifičnih in pa težje dostopnih skupin v digitalno opisovanje, pa predvsem pa to lokalno podporno okolje, ki mora biti del skupnosti. Tukaj je mogoče nekaj izziv za DigiInfo točke, ker potem prihajajo ljudje na neke izpostave, kjer se skupnost kot tako v principu ne dobiva, ampak samo se izvajajo neke storitve pa servisi, ki je pa treba tudi potem razložiti, kakšne stvari v nekem bolj neformalnem okolju, tudi z vidika ljudi, ki so mogoče komu bližje ali pa bolj v smislu nekega zaupanja vredni. Potem pa še na koncu treba tudi narediti neko celostno neodvisno evalvacijo teh ukrepov, ki so bili se dodaj izvajali, namreč da potem vemo, kaj so neki učinki pa rezultati in potem potrebne prilagoditve za ukrepe. Drugo področje, ki se tiče digitalnega državljanstva, to so že neki splošni cilji programa politike z digitalno desetletje. Tukaj gre predvsem za, da potrebno v nacionalnem strateškem načrtu omogočiti ukrep za krepitev demokratičnih postopkov in pa odločanje s pomočjo digitalnih tehnologij, govorimo o e-participaciji pa internetnih volitvah. Rabimo nek sistemski ukrep za soustvarjalni razvoj in pa uporabniško prijaznost e-storitev. Zdaj se te stvari kar nekaj parcelirajo, več je teh nekih posameznih projektov, ki rešujejo posamezne vidike te soustvarjanja uporabniške prijaznosti, ni pa nekega krovnega pristopa. Potem sistemski ukrep manjka za izboljšanje stanja na področju digitalne dostopnosti. Predvsem govorimo tukaj o dostopnosti do digitalnih tehnologij. Na eni strani spravi, da so te digitalne storitve javnih, tole bo potem tudi povedala Sabina, digitalne dostopnosti v smislu dostopnosti digitalnih javnih storitev, da uresničujejo te standarde dostopnosti za ljudi z posebnimi potrebami. Potem omenil sem že omejitev uporabe mobilnih naprav v času šolskega pouka v osnovnih srednjih šolah. Ena stvar, ki se tudi na delavnici nevladnih organizacij izpostavlja, je tole izboljšati treba računalniško opremljenost društev upokojencev pa socialnih zavodov. Še vedno imamo težave z delovanjem, tudi potrebne dodatno aktivnosti. Elektronska osebna izkaznica še vedno ne deluje na pametnih telefonih z protokodnimi operacijskimi sistemi oziroma računalniki in pa ukrep za podporo digitalni preobrazbi nevladnega sektorja kot en dodatek še nacionalnemu strateškemu načrtu. To pa tudi Sabina predstavlja. Zdaj pa za zaključek še dva ukrepa, ki se tičeta teh širših stvari v nacionalnem strateškem načrtu, se pravi podpiranje vodilnega položaja in suverenosti. Rabimo en ukrep za večjo uporabo odprtih formatov pa odprtokodnih rešitev v javni državni upravi, kar bo Kristjan predstavil.
In pa treba se zdaj odločiti glede sodelovanja v Evropskem konzorciju digitalne infrastrukture za skupne dobrine, EDIC Digital Commons, tukaj pogrešamo neko konkretno časovnico in pa predvidena sredstva za sodelovanje Slovenije v tem evropskem meddržavnem projektu, ki se nam zdi zelo pomemben tudi z vidika digitalne suverenosti Slovenije. Zaključki. 4 ključni zaključki. Se pravi, iz tega senčnega poročila ugotavljamo to, da Slovenija je aktivna, izvaja večino ukrepov v nacionalnem strateškem načrtu, ki se nanašajo na digitalno opismenjevanje pa digitalno infrastrukturo. Izziv je pa tukaj, ker še nimamo konkretnih uradnih podatkov o učinkih, ali so zdaj ti ukrepi pravilno nastavljeni ali dejansko dosegajo učinke, za katere so predvideni. Tudi v osnovi tega, da so informacije pa izkušnje s terena so precej različni, zato je potreben nek celovit premislek v tej javni razpravi, ki bo zdaj potekala v povezavi z dopolnitvijo nacionalnega strateškega načrta in premisliti, ali so ti ukrepi pravilno zastavljeni in dosegajo svoje rezultate. Zato pa rabimo neko tudi celostno evalvacijo. Ena stvar, ki se je pokazala tudi kot pomanjkljiva, tudi iz razprav, ki smo imeli v okviru priprave tega senčnega poročila, namreč, že treba v ukrepe digitalnega opismenjevanja v večji meri vključiti etične vidike in pa človekove pravice. Četrti zaključek, bistveno je treba tudi izboljšati samo vladovanje tega javne politike na področju digitalne preobrazbe. To bo tudi en izmed fokusov Evropske komisije v naslednjih letih glede izvajanja nacionalnih strateških načrtov. Namreč potrebno se izboljšave tako pri strateškem načrtovanju, kot pri upravljanju, kot pri izvajanju ukrepov, pa tudi z vidika vključevanja javnosti in pa dialoga z deležniki, ko se ti ukrepi pripravljajo in pa izvajajo. In pa za konec zaključna misel, namreč tudi rabimo nek družbeni konsens pa razpravo o tem, kakšnega človeka si predstavljamo v središču digitalne preobrazbe Slovenije in kakšni naj bili potem javnopolitični ukrepi, ki potem podpirajo to skupno predstavo. Namreč ni dovolj, če imamo mi strategijo Digitalna Slovenija 2030, rabimo tudi akcijski načrt, ki sledi tej strategiji krovni, iz katere so potem pa razvini, kako si mi predstavljamo kot družba, kaj bomo tisto krepili v človeku in kakšnega človeka postavljamo v središče digitalne preobrazbe Slovenije. Na tej točki bi tudi zaključil ta krovni predstavitev. Zdaj pa povabim k besedi moje kolege in pa kolegice, ki bojo še dodatno svetili posamezna področja, ki so bila predstavljena v uvodu. Tako da bi kar najprej povabil kolega Kristjana. Kristjan, izvoli. Hvala za besedo, pozdravljeni še z moje strani. Glede na situacijo in nujnost dviga deleža prebivalstva vsaj osnovnimi digitalnimi spretnostmi bi predlagali nekaj ukrepov, ki bi verjetno pripomogli k bolj celostnim rešitvam digitalizacije. Pa bom začel kar za prvo. Vključevanje odprtokodne programske opreme in storitev po principu javni denar, javna koda, v angleščini public money, public code. S tem bi zmanjšali izključenost dela prebivalstva, znižali stroške digitalizacije in povečali možnost za inovacije na področju digitalnih rešitev. Druga točka je uporaba odprtih formatov in odprte kode v javni in državni upravi. S tem se izognemo priklenitvi na prodajalca, v angleščini vendor lock-in, ki je v Sloveniji še posebej problematičen. Verjetno veste, da je celotno izobraževanje ter javna in državna uprava so v primežu ene korporacije. S tem se omejuje dostop do informacij, saj je potrebna specifična programska oprema, ki ni niti odprtokodna, niti prosta. Tretja točka, ki bi jo rad izpostavil, je uporaba odprtokodnih programskih rešitev pri usposabljanju državljanov. S tem zagotavljamo lažje in hitrejše vključevanje posameznikov v digitalne storitve ter predstavlja ekonomsko bolj trajnostno rešitev za vse, tako za uporabnike, kot tudi seveda za državo. Uporaba odprtih kodnih rešitev lahko spremeni odnos do programske opreme, saj uporabnik ni več pasivni potrošnik, ampak jo lahko prosto uporablja, kopira, preučuje, spreminja, izboljšuje. S temi svoboščinami konceptualno spremenimo bistvo same digitalizacije, saj za razliko od zaprtokodnih rešitev, odprtokodne postavijo človeka in njegove svoboščine na prvo mesto. Hvala. Hvala. Nadaljujemo z kolegico Sabino iz Mladinskega sveta Slovenije. Sabina, izvoli še vaše predloge pa dopolnitve. Hvala za besedo, pozdravljeni. Na Mladinskem svetu Slovenije želimo izpostaviti 4 pobude za digitalno transformacijo, ki jih prepoznamo kot bistvene za vključujočo in trajnostno digitalno prihodnost mladih. Prva je vezana na digitalne kompetence in državljansko pismenost.
Tukaj se nam zdi, da digitalne kompetence, da so obravnavane preozko in da je predvsem premalo poudarka na digitalnem državljanstvu, medijski pismenosti in digitalnih pravicah. Mladi potrebujejo kompetence za naslavljanje izzivov, ki se pojavljajo v tako imenovani postresnični družbi, kjer se trenutno soočamo z naraščajočo polarizacijo, na kar opozarjajo tudi raziskave, na primer zadnja Mladina 2024, in pa podatki Eurostata kažejo tudi, da je sovražni govor prisoten na spletu pač v precej visoki meri, kar slabih 44% anketirancev iz Slovenije je v zadnjih 3 mesecih poročalo o izpostavljenosti sovražnim ali ponižujočim sporočilom na spletu, kar je nad povprečjem EU. In ta oba podatka kažeta nujnost razvoja kompetenc digitalnega državljanstva in medijske pismenosti, saj bojo le tako mladi učinkovito opremljeni za varno in odgovorno uporabo digitalnih platform. Druga pobuda je vezana na vključevanje digitalnih tehnologij v demokratične procese, kjer predlagamo vključevanje tehnologij, kot je na primer e-participacija. Pri tem se nam zdi ključno, da se pri nagradnji teh portalov, da se izboljša uporabniško izkušnjo. Poleg tega se nam zdi pomembno, da pri tem vzpostavimo tudi varnostne mehanizme za zaščito pred manipulacijo teh procesov, zato ker hiter razvoj umetne inteligence nekako omogoča pojav orodij za manipulacijo, ki omogočajo mikrotargetiranje ali pa tudi ustvarjanje kampanj z občutkom lažne podpore nekem mnenju oziroma neko lažno gibanje, ki lahko izkrivlja javno mnenje in ogroža demokratične procese. To smo tudi videli na primeru Brexita. Tretja pobuda je vezana na digitalne storitve. Predlagamo popolno digitalizacijo postopkov za vselitev v študentske domove, kar bi omogočilo večjo preglednost in učinkovitost. Ta lista bi preprečila zlorabe, omogočila prijave čez vse leto in pa tudi pospešila postopek vseljevanja, kar je ključnega pomena za mlade, ki pogosto potrebujejo hitro in zanesljivo rešitev za bivanje. Četrta pobuda je vezana na financiranje digitalne transformacije, kjer se nam zdi, da so obstoječi ukrepi neuravnoteženi, saj pretežno koristijo podjetjem in formalnim izobraževalnim ustanovam, pri čemer pa so nevladne organizacije in s tem tudi mladinske organizacije oziroma organizacije v mladinskem sektorju pogosto spregledane. Tukaj bi se navezali na predviden razpis za nakup IKT opreme, ki ga bo v kratkem razpisal Urad Republike Slovenije za mladino, katerega upravičenci bodo samo organizacije s sedežem v vzhodni kohezijski regiji, kar postavlja zahodno regijo v slabši položaj in s tem se ustvarja digitalna vrzel med mladimi in organizacijami v vzhodni in zahodni regiji. Tako da pozivamo ministrstva k sodelovanju, da bi se zagotovila možnost financiranja za obe regiji in se na ta način omogočili nakup opreme, ki bodo organizacijam pomagali pri izvajanju oziroma podpirali izvajanje digitalnega mladinskega dela. Sabina, hvala. Super. Andrej Jus, izvoli. Beseda je tvoja. Hvala lepa. Mogoče bi seveda začel tako. Veliko smo že razpravljali o tej digitalni preobrazbi. Osebno menim, da nobena strategija nam ne bo pomagala, če nimamo akcijskega načrta in partnerjev. Doslej še nisem zasledil nikjer, kdo so partnerji v digitalni strategiji. In tukaj se mi zdi seveda zadeva najbolj problematična. Če bi imeli akcijski načrt, bi sigurno seveda morali priti do partnerjev in potem bi seveda vedeli, kako se bodo zadeve v prihodnosti seveda izvajale. Druga zadeva je, kar nas moti starejše, pa jaz nisem predstavnik vseh starejših, ampak sem starejši. Sem predstavnik pa skupine, seveda, ki razmišlja približno enako, kot bom seveda povedal. Mi seveda moramo vedeti, če v središče digitalne preobrazbe ni postavljen človek, potem imamo težavo. Imamo težavo pri starejših in tukaj bi upozoril še na eno dejstvo,
Starejši in odrasli ni isto, a ne. Odrasli, tako kot se razumeva v tej strategiji, so seveda pretežno delavci odrasli, ki jih je treba usposobiti za to, da bodo seveda bolj kvalitetno opravljali svoja dela. Starejši so pa seveda tisti, ki so ponavadi že izven delovnega procesa in so seveda na nek način najbolj prikrajšani v teh programih digitalizacije. Omenil bi seveda še nekaj zadev, ki se mi seveda zdijo pomembne, ne. Nimamo nobenih relevantnih analiz o mnenju ljudi o digitalni preobrazbi, a ne. Govorim o mnenju ljudi, tako kot se delajo raziskave za področje politike ali pa kakšne druge zadeve, mi teh raziskav nimamo in seveda nimamo niti raziskav, kaj menijo starejši o digitalni preobrazbi, kako se oni počutijo, kaj oni potrebujemo, ali se jim bo izboljševala kvaliteta življenja, ali se jim bo poslabšala kvaliteta življenja in podobno. Če bi mi seveda v digitalni preobrazbi imeli partnerje na različnih nivojih, a ne, potem bi seveda vedeli, kako določene tehnologije digitalne preobrazbe se prav vplivajo na življenje človeka, a ne. Poznamo, da imamo hude težave v bančnem sistemu, v zavarovalniškem sistemu, tudi v zdravstvu konec koncev, a ne. Govorim pač za to populacijo. Verjamem pa seveda, da imajo tudi druge ranljive skupine, ki jih pa v Sloveniji seveda ni malo, a ne. Na koncu bi omenil še to, da digitalizacija pač ne more nadomestiti osebnih stikov in če se digitalizacija vsiljuje, ne, na najbolj banalen način, pomeni seveda, da bodo naši resnični prijatelji postali samo še digitalni prijatelji in bomo imeli seveda težavo. Mi zato podpiramo ta predlog zaključkov, da imamo poleg digitalnega sveta še analogen svet, ki mora biti enakovreden digitalnemu svetu. Mogoče še to, kar bi predlagali, bi, da se pristopi k usmerjenemu informiranju specifičnih skupin. Za skupino, v kateri sem sam, lahko trdim, da je izjemno slabo informirana, a ne, o digitalizaciji in pa seveda o programih, v katere bi lahko seveda vstopali, tako da je treba to informiranje pač usmeriti glede na potrebe posameznih skupin, a ne. Drugi predlog, ki je seveda bolj aktivno vključiti teren, a ne, in pa seveda posledično, ne posledično, ampak prvenstveno pa poudariti vlogo nevladnih organizacij. Zdaj se seveda počutimo tako, kot da nevladne organizacije nismo del te družbe, ampak da o nas, se pravi, odloča nekdo drug. In tukaj bi morali narediti v družbi en zelo resen premislek, a ne, in se dogovoriti, kako bomo naprej funkcionirali. To pa tudi pomeni, ne, če ne spoštujemo nevladnih organizacij, pomeni, da imamo tudi razmeroma slab odnos na terenu, se pravi v lokalni samoupravi, to pomeni v občinah, v krajevnih skupnostih in pa tudi v različnih društvih, a ne. Ne mislim tukaj samo seveda društva starejših, ki so seveda najbolj množična, ampak seveda tudi ostala. Bili smo zelo razočarani, ko so se ukinile digitalne točke, mislim, da so bile na upravnih enotah, če se ne motim, temu se je posvetilo premalo pozornosti. Mi si želimo, da bi upravni delavci bili bolje usposobljeni za to, da svetujejo občanom, predvsem seveda ranljivim skupinam, ki imajo seveda hude težave, kako se priklopiti na določene storitve, ki so že digitalizirane. In pa želimo si ene sociološko in kulturno usmerjene promocije prednosti digitalizacije, na katerih področjih nam bo digitalizacija izboljševala kvaliteto življenja in kako nas bo seveda
združila, da se bomo tudi več družili v fizični obliki, ne pa samo digitalni. To bi bilo z moje strani. Andrej, najlepša hvala. Predajam besedi kolegici Sabini Janičevič. Sabina, izvoli. Simo, najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Kot rečeno, sem Sabina Janičevič, prihajam iz Beletrine in sem ena izmed zagovornic za vzpostavitev digitalnega središča za nevladne organizacije. In ravno o tem bi rada spregovorila danes, torej o potrebi po takšnem središču. Rada bi povedala, da to ni kaprica posameznikov, ampak ta potreba izhaja iz dejanske, prepoznane in zelo realne potrebe po digitalizaciji nevladnega sektorja. Kot vemo, se mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo že več kot desetletje prizadeva za dolgoročno in celostno naslavljanje digitalne preobrazbe nevladnega sektorja in v sklopu tega in kot omenjeno zaradi potreb nevladnih organizacij je bil tudi razvit koncept za središče nevladnih organizacij. To naj bi delovalo kot razvojno podporno okolje in tudi vstopna točka za digitalizacijo celotnega nevladnega sektorja. Ob tem bi rada opozorila, da čeprav nevladni sektor vse pogosteje prevzema naloge, ki jih bi sicer v prvem planu morala v bistvu upravljati država, je digitalizacija tega sektorja ves čas potisnjena v zadnji plan in povsem zanemarjena. Če smo se zadnje desetletje veliko naposlušali o digitalizaciji gospodarstva, digitalizaciji javnega sektorja, mislim, da se o digitalizaciji in potrebah nevladnih organizacij na tem področju skoraj da ni govorilo. In ravno zato se naš predlog oziroma neka želja glasi, da se vzpostavi digitalno središče, ki bo celostno naslavljalo potrebe NVO v povezavi z digitalno preobrazbo in ustvarjanje tehnoloških ter socialnih inovacij, ki so v javnem interesu. Torej, ambicija središča je tudi spodbujanje čezsektorskih partnerstev z ostalimi deležniki in krepitev vključujoče digitalne preobrazbe. Takšno središče bi prispevalo k večji digitalni odpornosti in suverenosti nevladnega sektorja ter podpiralo profesionalizacijo nevladnikov. Ob tem se seveda moramo zavedati, da je nevladni sektor izredno raznolik, da se potrebe po digitalizaciji med organizacijami močno razlikujejo. Na eni strani imamo nevladnike oziroma nevladne organizacije, ki so v bistvu ljubiteljske in prostovoljne, torej te organizacije ponavadi nimajo niti lastne IKT infrastrukture, torej potrebujejo osnovno računalniško opremo za delovanje in tudi osnovno usposabljanje za digitalno komunikacijo in poslovanje, torej kako sploh uporabljati videokonference, e-storitve. Recimo to se je tudi v času COVID-a in raznih drugih takih kriz pokazalo kot ključno. Po drugi strani imamo pa veliko nevladnih organizacij, ki so že izredno profesionalizirane, na svojih področjih delujejo profesionalno, te pa potrebujejo specifična digitalna orodja za svoje delo, torej spletne rešitve, platforme, ki jim bi dejansko olajšale delo s specifičnimi skupinami. In ravno na vse te izzive bi lahko odgovorilo digitalno središče NVO. Torej, predlagamo, da se na enem mestu združi in omogoči dolgoročno tehnično, inženirsko in programersko podporo nevladnim organizacijam, torej tudi vključno z osnovno tehnično podporo za IKT opremo, infrastrukturo in digitalne storitve. Hkrati se nudi strokovno podporo in svetovanje glede digitalizacije, izobraževanje za digitalne veščine zaposlenih in prostovoljcev, pa tudi drugih sodelavcev nevladnih organizacij. Poleg tega pa se nam zdi ključno, da se omogoči tudi razvoj inovativnih digitalnih rešitev. Predlagamo tudi, opozorili bi radi tudi na pomanjkanje ustreznega financiranja na tem področju, kar dodatno otežuje na eni strani nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, na drugi strani pa tudi razvoj specifičnih digitalnih rešitev. Vse to bi skupaj omogočalo družbeno sprejemljivo in vključujočo digitalno preobrazbo. To je, kar se tiče digitalnega središča naše pobude.
Ker pa prihajam z Beletrine, ki se že več kot desetletje ukvarja tudi z digitalno oziroma spletno dostopnostjo, bi rada spregovorila tudi o tem. Spletna dostopnost, čeprav izredno pomembna, je danes še vedno zelo spregledano področje. To se je pokazalo tudi med zadnjo korona krizo ali pa med poplavami, ko se mi vsi zatekamo na splet po ključne informacije. Torej, in iz teh skupine prebivalstva, ki se odpravi na splet, so tudi osebe z invalidnostmi, pa tudi starejši, ki se pogosto soočajo s kakšno od invalidnosti, in te so bili popolnoma izključeni na neki točki iz javnega življenja in tudi odrezani od vseh relevantnih informacij. Kar pomeni, da mi pričakujemo spletno dostopnost za vso prebivalstvo Republike Slovenije, torej tudi za ljudi z različnimi invalidnostmi in starejše. Danes je že v veljavi zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki je nastal na podlagi Evropske direktive, velja od leta 2018 in ta zavezuje javne organe, da prilagodijo svoje spletna mesta in aplikacije v skladu z standardi VCAG. Kot vemo, kljub temu, da je to zdaj že več let, mislim, da je teh zavezancev od 1500 do 2000, je samo 2% spletnih strani oziroma mobilnih aplikacij trenutno dostopnih. Naslednje leto stopi v veljavo tudi Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki bo k dostopnosti zavezal tudi zasebne ponudnike, torej e-trgovine, spletne banke. Torej, kaj pričakujemo na teh področjih? Na teh področjih pričakujemo, da se o spletni dostopnosti razmišlja že od samega začetka razvoja spletnih strani. Torej, da bi razvijalci spletnih strani že pri samem razvoju sodelovali ali z invalidnimi osebami, najmanj, kar pa pričakujemo, da preverjajo dostopnost spletnih strani vsaj z avtomatskimi orodji, ki so na voljo brezplačno. Poleg tega bi nekako pričakovali, da se okrepi delovanje Inšpektorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, kar pomeni, da bi najbrž morali ukrepiti tudi svoje kadrovske sposobnosti glede na majhno število zaposlenih na tem področju. Poleg tega pa predvsem, kar se tiče ozaveščenosti. Naslednje leto stopi zakon v veljavo in nam se zdi, kakor smo na terenu, da o tem zavezanci praktično ne vejo ničesar. Torej bi pozvali tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, da ukrepi izvajanje zakonodaje nekako z naporom konkretnih ukrepov za ozaveščanje in podporo zavezancev. Torej z različnimi, delavnicami oziroma da jih sploh mogoče obvesti, da morajo to prilagoditi. Sicer to prehodno obdobje traja do leta 2030, ampak glede na izkušnje iz leta 2018 se mi zdi, da smo lahko kar črnogledi. Najlepša hvala. Sabina, hvala tudi za ta uvid v problematiko digitalne dostopnosti. Ta problematika dejansko ni zajeta v nacionalnem strateškem načrtu, v trenutni verziji, to je ena stvar, ki je treba jo tudi nasloviti. Zdaj pa glede na to, da smo nek način vseh 5, nas veže ena skupna identiteta, ki je vezana na nek način na nevladni sektor, in smo s temi današnjimi našimi prispevki upozorili, kaj nevladni sektor vidi, izzive na področju digitalne preobrazbe kot celote, hkrati pa zelo pomembnim poudarkom na človeka in pa na skupnost, pa bi vas še povabil k zaključnimi mislimi, kaj je tista po vašem mnenju zaključno sporočilo na kratko, za katero mislite, da mora še vedno ostati nevladni sektor kot tak, da bo, zdaj ni več toliko dilema, je človek v središču digitalne preobrazbe ali ne, to dilemo smo nek način razčistili, dilema, ki se pa pojavlja, pa je, kakšen je ta človek, in kako mi razumemo tega človeka in kako potem kot država skozi javno-politične ukrepe
tudi nagovarjamo te probleme njegove in pa izzive, ko se sooča z digitalnimi tehnologijami. In bi vas tule kar vse povabil k neki zaključni misli, ki se vam zdi za vas ključna, tako kot nevladnike, kot ljudi, ki bi jo želeli sporočiti in mislite, da mora biti umeščena notri v dopolnitev nacionalnega strateškega načrta za digitalno desetletje. Pa bi, Andrej, kar z vami, pa gremo po tele liniji. Ja. Bilo nekako sem hotel že prej omeniti, ampak mogoče je dobro, da to na koncu. Ne. Vsak resen projekt potrebuje koordinacijo. Ne. In potrebuje nekega generalnega koordinatorja, ki bo za izvedbo tega projekta odgovoren. V tem primeru digitalizacije v Sloveniji mi ne vemo, katero telo je to, oziroma vemo, da je ministrstvo v ozadju, ne vemo pa, kdo kot oseba, kot persona vodi ta projekt. In če mi nimamo tega, pomeni, da ni tudi nobene odgovornosti na tem področju. Se pravi, se nimamo s kom pogovarjati. A ne? In to se mi zdi ena od najbolj ključnih zadev, da zahtevamo, da se opredeli, kdo je vodja tega projekta, ki bo vzpostavil tim, ki bo funkcioniral in bo reševal vse te probleme, o katerih smo mi govorili. In verjamem, da so problemi tudi na drugih področjih, recimo na šolskem, se pravi izobraževalnem, zdravstvenem recimo in tako naprej. Se pravi, mi nimamo tega generalnega koordinatorja. To se mi zdi ena od veliko teh najbolj ključnih zadev. In pa morda na koncu samo še to. Nevladne organizacije pač zastopamo vsaka neko svoje okolje in mi smo pomemben člen te družbe in želimo, da se, kadar se govori o nas, ali pa se odloča o tem, kar zadeva nas, da se odloča v sodelovanju z nami. To bi moralo biti ena od temeljnih zahtev. In samo na ta način lahko potem družba napreduje. Če pa to obratno, da prihajajo zadeve od zgoraj navzdol, potem imamo pa seveda zelo hude težave, posebej v Sloveniji, ker smo zelo občutljivi na to. Andrej, najlepša hvala. Sabina, izvoli. Še tvoja zaključna misel. Ja. Jaz bi tudi podprla to zadnjo misel glede vključevanja ciljnih skupin nevladnih organizacij v načrtovanje ukrepov, hkrati pa tudi, predvsem, ko govorimo o digitalnih rešitvah, digitalnih problematikah, moramo ohraniti neko agilno miselnost, stvari morajo se prilagajati trendom na terenu, tako da bi pozvali k večjemu sistemom, ki zaznavajo te spremembe in mehanizmom, kako lahko pač nagovorimo te zaznane izzive. Sabina, hvala. Kristjan, izvoli. Hvala. Jaz bi se dotaknil mogoče malo izobraževanja, kjer vidimo velik manko pač smislu samega izobraževanja. Spet jih izobražujemo to, kar smo že ogromno v zgodovini, ogromnokrat napake delali, kako se uporablja ta program za to, da ti narediš zadevo, brez nekega premisleka v razumevanju same tehnologije. Kot vemo, v osnovnih šolah še vedno ni nekega resnega načrta, kako se v računalništvo uvedlo, s tem, da ne vem, če nismo edini v Evropski uniji za tako strategijo, za zdaj se nam še ni dobro glih odneslo. Mogoče premislek, da moramo pač samo usposabljanje za digitalne kompetence gledati malo bolj celostno, da ni zdaj to, odrasli ljudje od 45 do 65 leta vidimo statistično, da oni niso tako dobri v digitalnih kompetencah, gremo zdaj njih učiti. Seveda, tudi njih učiti, ampak razmisli tudi, kako mlade učiti za to, da bojo prepoznali stvari na internetu, da bojo razumeli tehnologijo, ker zdaj so pač potrošniki in mi gremo nekako kar z roko v roki s to idejo, pač bojo potrošniki, pa sej bomo jih kasneje pol učili. Bi se še navezal na prejšnji misli o vključevanju kompetentnih posameznikov in organizacij pri pripravi načrta. Torej, ko se pripravlja načrt za prihodno izobraževanje, recimo, nekako vključiti širšo skupino, ker več glav seveda več ve in lahko dobimo nek drug pogled, na katerega nismo niti pomislili. Sem prepričan, da bi se bolj kvalitetne zadeve lahko speljale, z fokusom na človeka in ne na
to, da bomo vsi 100% znali v e-upravi poklikati par linkov. Hvala. Kristjan, hvala. Sabina, še tvoja zaključna misel, izvoli. Ja, moja prva misel je sicer bila, kar so že omenili vsi moji predhodniki, torej, da se ciljne skupine nevladne organizacije pri načrtovanju strategiji vključuje že od samega začetka, ne da smo mi tisti na koncu, ki se nas v bistvu o nečem, kar je bilo v bistvu že sprejeto in dogovorjeno, zgolj obvesti, oziroma imamo zelo kratek rok za potem za neko podajanje predlogov. Potem bi pa rada opozorila, da bi se želela, da se digitalizacije nevladnega sektorja lotimo celovito, na nek pregledan način, ki bo nekako tudi odzvanjal naše vrednote nevladnega sektorja. In tudi kar se tiče potem spletne dostopnosti, se mi zdi zelo pomembno, da bi imeli nek širši konsens, neko ozaveščenost na tem področju, da ko se dela spletne strani, aplikacije, da se ima pred očmi dejansko uporabnike in kako potem nekdo to lahko uporablja oziroma ne more uporabljati. In ni dovolj, da se na tem področju sprejemajo zakoni in da jih sprejemamo vse v roku, če se jih potem v bistvu ne izvaja oziroma se niti v zadostni meri ne preverja njihovega izvajanja. Hvala. Sabina, hvala. Če dovoliš, bi kar nadaljal še tvojo misel še za moj zaključek. Mislim, da smo danes jasno pokazali, da pri digitalni preobrazbi ne gre samo za to, da mi obkljukamo digitalne cilje, ki jih imamo, ampak je tudi za to, na kakšen način te cilje dosegamo in kakšni so procesi v ozadju. To odpira pa ključno vprašanje nek način demokracije, ne? In pa vključevanje javnosti, sooblikovanje javnih politik, ker pa vidimo, da država Slovenija in pa resorna ministrstva imajo še vedno precej izzivov. To vidimo tudi na digitalni preobrazbi Slovenije in mislim, da je treba prvi korak, ne? Jaz upam, da se bo tudi zdaj naredilo mogoče sprememba neke prakse pri oblikovanju politik pa načrtovanju strateških načrtov, da se v večji meri vključuje deležnike, da se omogočajo standardi demokratični razprav, kajti samo z javno razpravo, ne, z deliberacijo, z izmenjavo različnih mnenj in pa stališč bomo presegli neke specifične interese, ki prepogosto potem zamegljujejo splošne interese, ki jih mi kot družba potem moramo zasledovati na področju digitalne preobrazbe. In jaz upam, tudi pričakujem od Ministrstva za digitalno preobrazbo, da bo v tem procesu, ki nas zdaj čaka, odpiranja nacionalnega strateškega načrta in pa dopolnitve, da bo omogočilo bistveno bolj kakovostno javno razpravo, kot smo jo imeli v lansko leto pri pripravi tega nacionalnega načrta. In tudi pričakujemo, da bo v okviru te razprave omogočena izmenjava mnenj med različnimi deležniki in pa tudi potem, da se bodo vključevali predlogi, kot so bili danes predstavljeni v naši novinarski konferenci. Tako da vsem hvala za pozornost, hvala dragim gostom, kolegom, da ste prišli sem in da ste predstavili svoje vsebine. Sledilo bo še sporočilo za javnost, ki ga bomo objavili in pa nadaljujemo sodelovanje naprej v javni razpravi o nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje. Želimo vam vsem lep dan, hvala za pozornost in nasvidenje do naslednje priložnosti.